Na novinarski konferenci, ki je potekala v prostorih Policijske uprave Murska Sobota, so predstavili dosedanje ugotovitve kriminalistične preiskave s področja prepovedanih drog, v okviru katere so v ponedeljek 4. maja izvedli zaključno akcijo in zasegli prepovedano drogo ter orožje. Na novinarski konferenci sta sodelovala vodja sektorja kriminalistične policije na Policijski upravi Murska Sobota Bojan Raus in vodja oddelka za prepovedane droge v sektorju za organizirano kriminaliteto v upravi kriminalistične policije Generalne policijske uprave magister Mišo Radovančević. Preiskovanje kaznivih dejanj s področja prepovedanih drog je za slovensko policijo ena stalnih in prednostnih nalog. Dejstvo je, da Slovenija leži na nekem mejniku med Zahodnim Balkanom in pa Srednjo Evropo, zato smo že desetletja postavljeni na zemljevid organiziranih kriminalnih združb. Kar se tiče prirejenih prostorov, o čemer bomo danes govorili, v policiji ugotavljamo, da je Slovenija na področju konoplje dokaj samozadostna pri tej oskrbi, saj letno odkrijemo več prirejenih prostorov in pa zasežemo tudi večje količine prepovedane droge konoplje. Na letni ravni odkrijemo nekje med 50 do 70 prirejenih prostorov, v letošnjem letu smo jih odkrili že 8. Navkljub temu menimo, da prepovedana droga, ki se nahaja v teh prirejenih prostorih, ni nujno namenjena slovenskemu trgu, temveč je namenjena v tujino, zato kar nekaj prepovedane droge z večjo vsebnostjo THC-ja in pa cenovno bolj dostopna prihaja iz Španije, preko Francije in Italije v Slovenijo. Načini tihotapljenja so različni, modusi pa so nekako prepoznani, da se to tovori v tihotapi v tovornih ali osebnih vozilih. Kot je ob tem povedal magister Radovančević, so odkriti prirejeni prostori vedno bolj tehnološko dovršeni, so večji, modernejši, vse to pa kaže na profesionalizacijo proizvodnje konoplje. Pri tem je še poudaril, da je slovensko kriminalno ozemlje prepleteno, saj se razteza čez celotno Slovenijo. V primeru prirejenih prostorov se organizirane kriminalne združbe izogibajo urbanih središč večjih mest, temveč iščejo lokacije in pa območja, ki so manj urbana, mogoče bolj pristrani in ne nazadnje niso tako na udaru. Tako je bilo tudi v primeru Policijske uprave Murska Sobota, ki je uspešno prepoznala nelegalne aktivnosti, izredno previdne nelegalne aktivnosti organizirane kriminalne združbe. Pravočasno zbiranje informacije, razumevanje dogajanja na terenu in usklajeno ukrepanje je ključnega pomena za uspešno preiskovanje kaznivih dejanj s področja prepovedanih drog. Policija pri opravljanju svojih rednih nalog in pa z operativnimi pristopi vedno bolj ugotavlja, da je še vedno najbolj dostopna, popularna in razširjena prepovedana droga konoplja v Sloveniji. Je tudi cenovno najbolj dostopna. Sledijo ji kokain, ekstazi, amfetamin, heroin in pa LSD. Cenovno prepovedane droge v zadnjih 10 letih niso bistveno nihale, je pa vse odvisno od področja oziroma lokacije v Sloveniji, kjer se preprodaja vrši, same vsebnosti aktivnih substanc, tako da je slednje pogojeno s tem. Kriminalisti, v tem primeru murskosoboški, dnevno spremljajo, kako se spreminjajo načini preprodaje, tihotapljenja prepovedane droge, v tem primeru znotraj Slovenije, sicer pa tudi v povezavi s tujino, in dnevno prilagajajo tudi svoje aktivnosti temu, tako da so lahko pri preiskovanju uspešni.
Več o preiskavi kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, za katerega so bile sprva osumljene 4 osebe, stare od 29 do 30 let, iz območja upravne enote Ljubljana, ki so jo murskosoboški kriminalisti izvajali v začetku meseca marca, je na novinarski konferenci predstavil vodja sektorja kriminalistične policije Bojan Rovs. Eden izmed osumljenih je v letu 2023 kupil starejšo stanovanjsko hišo na območju upravne enote Murska Sobota in jo prodal drugemu osumljenemu z namenom, da se notranji prostori stanovanjske hiše preuredijo v prirejen prostor za gojenje prepovedane konoplje. V ponedeljek 4. maja ob 22 uri so kriminalisti iz mobilno-kriminalističnih oddelkov Murska Sobota, Maribor, Celje in Ljubljana na podlagi odredbe sodišča, okrožnega sodišča v Murski Soboti, nasilno vstopili v starejšo stanovanjsko hišo na območju upravne enote Murska Sobota in izvedli prijetje 7 oseb, ki so bile v času vstopa v objektu in pakirale prepovedano konopljo. Vseh 7 oseb je bilo na podlagi določil Zakona o kazenskem postopku pridržanih, s hišno preiskavo pa so kriminalisti in policisti nadaljevali 5.5. ob 16. uri. Pred preiskavo so bili na kraj napoteni gasilci prostovoljnega gasilskega društva Murska Sobota, ki so zaradi požarne varnosti strokovno odstranili 15 večjih jeklenk, in delavec Elektra, ki je pregledal električno omarico in napajanje. Preiskavo je usmerjalo okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti. Policisti in kriminalisti Policijske uprave Murska Sobota so opravili hišne preiskave v starejši hiši na območju upravne enote Murska Sobota, na naslovu začasnega bivanja osumljenih v času, ko so se zadrževali na območju Policijske uprave Murska Sobota, ter preiskavo vozila, s katerim so bili na kraju. Policisti in kriminalisti Policijske uprave Ljubljana pa so opravili hišno preiskavo stanovanja in vozila pri enem izmed osumljenih, ki je bil prijet na območju Policijske uprave Ljubljana. Pred hišno preiskavo pri osumljenem v Ljubljani je bila zalotena še ena osumljena oseba pri storitvi kaznivega dejanja pomoči pri kaznivem dejanju neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami in kaznivem dejanju nedovoljene proizvodnje in prometa z orožjem. Saj je iz hiše v torbi nesla 2 pištoli, 81 nabojev za pištoli, zapakirano domnevno prepovedano konopljo, več telefonov in okrog 9000 evrov gotovine. Med hišnimi preiskavami je bilo skupaj zaseženo preko 86 kg prepovedane konoplje, več telefonov, prenosni računalnik, 2 pištoli, ena kalibra 9 mm, ena kalibra 3,57 mm, 81 nabojev za pištolo, 15 jeklenk ogljikovega dioksida, več grelnikov zraka, več filtrov za prezračevanje, LED lučke, usmerniki električnih naprav, tehnice, vlažilci zraka, obtočna črpalka, naprave za vakuumiranje in denar v gotovini preko 10 000 evrov. Kazenska ovadba je bila podana zoper 8 oseb za 3 kazniva dejanja. Osumljeni pa so stari od 17 do 61 let, vsi iz območja upravne enote Ljubljana. Kot je ob tem povedal Rovs, gre za enega količinsko največjih zasegov prepovedane konoplje iz prirejenih prostorov na območju Republike Slovenije. S preprodajo prepovedanih drog bi osumljeni na trgu na debelo zaslužili približno 450 000 evrov, pri ulični preprodaji pa okrog 1 milijon evrov. Magister Radovančević je ob tem še povedal, da bo policija v prihodnje izvajala vse naloge in aktivnosti, s katerimi bo odkrivala prirejene prostore, hkrati pa bo aktivno in uspešno delovala zoper kriminalne združbe, ter tako zagotavljala zaščito in varnost ljudi. Policija s takšnim ravnanjem tako izpolnjuje obveznosti, ki izhajajo iz nacionalne in evropske zakonodaje. Preiskovanje kaznivih dejanj s področja prepovedane droge je in bo ostala prednostna in ključna naloga v Sloveniji, je na koncu še poudaril magister Radovančević.